Vsaka roža poje slavo tebi, vse živali srcu te časti, tudi jaz to pisem pojem tebi. Dragi Jezus, hvala ti za vse. Ko sončni žarki zapustijo zemljo, vsak utrine zvezde te časti. Mirni noči je molitev moja, dragi Jezus, hvala ti za vse. Dragi Jezus, hvala ti za vse. Ljudi že od nekdaj navdušujejo zgodbe o junakih, o izjemnih posameznikih, ki najdejo izhod iz še tako težavnih okoliščin in so sposobni narediti izredne stvari. Verjetno smo vsi že kdaj prebrali kakšno biografijo, roman ali si ogledali film o človeku z neverjetnimi sposobnostmi in bili navdušeni nad njegovo iznajdljivostjo, pogumom, močjo ali katero drugo lastnostjo. Lani sem imela priložnost prebrati biografijo z naslovom Jezusovo življenje, ki se me je globoko dotaknila in me navdušila. Jezusova reševalna akcija človeštva ima mnogo nenavadnih prvin, ki jih druge zgodbe o junakih ne vsebujejo. Jezus se je namreč odločil stvari izpeljati popolnoma drugače, kakor bi pričakovali od Boga. Vabim vas, da si skupaj ogledamo nekaj nenavadnih okoliščin Jezusovega življenja na zemlji. Prvič, Jezus se je rodil v hlevu. Kako nenavadno mesto za rojstvo kralja. Hlev je verjetno zadnji kraj na svetu, ki bi ga skrben mož izbral za porod svoje žene. Če nimamo izkušnje z hlevi in živino, si težko predstavljamo, kaj pomeni roditi tam. Higiena ni ravno na visokem nivoju in tudi vonjave niso najprijetnejše. Predstavljajte si, da morate novorojenega otroka položiti na seno ali slamo, ki je prepojeno z živalsko slino. Ali si Božji sin ni zaslužil boljših okoliščin rojstva? Če bi me Bog vprašal za nasvet, kje menim, da bi bilo dobro, da se rodi njegov sin, bi mu priporočila, da naj kar sam zgradi čudovito porodnišnico in tam zaposli najbolj usposobljene zdravstvene delavce. Seveda se ni posvetoval z menoj in tako je bil njegov sin rojen v hlevu. Kaj pa mesto njegovega rojstva? Katero zemljepisno lokacijo je Bog izbral za ta veliki dogodek? Ali mu ne bi mesto, ki je znano, priljubljeno in pomembno prineslo ugled in razpoznavnost? Toda Jezus se je rodil v majhnem mestecu, imenovanem Betlehem. Kaj pa njegovi starši? Ali so bili vsaj ti pomembni in ugledni ljudje? Danes v krščanskih krogih verjamemo v brezmadežno spočetje, toda med Jezusovim življenjem na zemlji ni bilo tako. Jezus je odraščal obdan z govoricami o tem, da je nezakonski otrok in da je bil spočet na koruzi. Kaj bi vi rekli, če bi mlada, goreča, Bogu predana, neporočena vernica zanosila? Verniki bi bili verjetno presenečeni in nekateri tudi šokirani. Starešina bi po dolgem premisleku končno zbral pogum in jo vprašal, kdo je oče, ona pa bi odgovorila, da Sveti Duh.
Verniki bi se takšni izjavi verjetno smejali, saj bi zvenela kot ne preveč pameten izgovor. Mislite, da se Jezusovi vrstniki niso nikoli posmehovali njegovi trditvi, da je njegov oče Sveti Duh? Menite, da mu farizeji tega nikoli niso vrgli pod nos? V Jezusovem času so bili nezakonski otroci izločeni iz Gospodovega zbora do 10. generacije. Ti ljudje niso imeli enakih pravic kot tako imenovani legalni otroci. Čeprav danes vemo, da Jezus ni bil nezakonski otrok, ga je takratni svet videl popolnoma drugače. Če bi se Jezus rodil danes, se ta aspekt ljudem današnje družbe verjetno ne bi zdel sporen, saj se veliko ljudi rodi neporočenim parom. Toda takrat in ne tako dolgo nazaj tudi v naših krajih je bilo povsem drugače. Kaj pa Jezusovo družinsko drevo? Če poznate Sveto pismo, verjetno veste, da Jezusovi predniki niso bili ljudje, s katerimi bi se človek na veliko hvalil naokoli. V njegovem družinskem drevesu najdemo ljudi z zanimivimi življenjskimi zgodbami, na primer Rahabo. Če si bil Jud in si imel v svoji liniji poganko, poleg tega pa še prostitutko, je to pomenilo veliko sramoto. Bog je napovedal, da bo odrešenik sedel na Davidovem prestolu. Toda David je bil pretkan ubijalec, zaradi česar mu je Bog prepovedal zgraditi tempelj. Iz Davidove zveze z Beršebo, kateri je David poprej ubil moža, se je rodil Salomon, ki je imel na 100 žen in priležnic. Poleg tega pa je častil tudi druge bogove. Ljudje smo morda ponosni na plemiški izvor svoje družine ali na dobre lastnosti svojih prednikov, ki so se prenesle na nas. Toda Jezus se je odpovedal takšnim prednikom in nihče ne more trditi, da je bil odličen produkt super rase. Kaj pa Jezusovo ime? Gotovo je bilo posebno. Navsezadnje, koliko Jezusov poznate v svojem kraju? Njegovo ime v resnici ni bilo Jezus, bilo je Ješua. Pomenilo je Jehova je rešitev. Takrat je bilo to zelo pogosto ime. Takšnega imena gotovo ne bi dali kralju. Ime Ješua je prišlo do nas kot Jezus z grškim prevodom. Katero ime bi mu predlagali, če bi bili med njegovimi svetovalci? Mar ne bi za kralja izbrali posebno, junaško in lepo zveneče ime? Gotovo ne imena Ješua. Verjetno so bili v njegovi ulici vsaj 3 moški s takšnim imenom. Morda pa je bil poseben način, kako je Božji sin prišel na svet. Če bi me Bog vprašal za mnenje, kako naj oznani prihod svojega sina na svet, bi mu verjetno rekla, da naj bo dogodek čim bolj izstopajoč, da bi pritegnil čim več ljudi. Bog naj na primer stopi na luno in zemlji z gromkim glasom naznani, da se je na svet rodil njegov sin. Če se morda noče tako izpostaviti, lahko gre na glavni trg in pomembnim ljudem pove, kaj se je pravkar zgodilo, ter jih prosi, naj novico oznanijo v mestu in na to svetu. Vendar se je Bog odločil drugače. Novico je najprej oznanil peščici pastirjev. Predstavljajte si, da ste pevec v angelskem zboru, katerega naloga je oznaniti Jezusovo rojstvo. Več tisoč let se pripravljate na ta veličastni koncert. Vse ste zvadili do popolnosti. Več tisoč let se je pripravljala scena na zvezdnatem nebu. Nato angel Gabriel reče: rodil se je, zdaj ste vi na vrsti. Zavesa se odgrne in zagledate publiko. Par preprostih, revnih pastirjev. Kaj pa Jezusov videz? Ali ste si kdaj predstavljali, kako je izgledala njegova zunanjost? V razodetju 1 apostol Janez Jezusa opiše kot čudovito bitje z dolgimi belimi lasmi, lesketajočimi se očmi in usti, iz katerih izhaja dvorezen meč. Ko je Jezus živel na svetu, na njem ni bilo nič izstopajočega. Jezus ni bil čeden. Mogoče nam je to težko sprejeti, ker imamo v spominu neko umetniško upodobitev Jezusa, na kateri je videti precej postaven in privlačen, po možnosti z dolgimi svetlimi lasmi in belo poltjo. Prerok Izaija govori o tem, kako je Jezus izgledal.
V Izaiju 53:2 piše: Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Jezus je bil na videz tako običajen, da se je zlahka zlil z množico. Juda ga je moral identificirati s poljubom, kljub temu, da je 3 leta javno deloval. Njegov zunanji izgled ni spravljal v zadrego nikogar. Ko je bil v družbi drugih moških, nanj niso gledali z ljubosumjem in tudi ženske se v njegovi družbi niso počutile neprijetno. Toda, če že ni bil lep in postaven, je bil morda takšen njegov glasnik. Kakšen je bil človek, ki je naznanil začetek njegove službe na zemlji? Jezus je za svojega ambasadorja izbral robustnega samotarja, ki se je oblačil neprimerno za svoj poklic. Poleg tega pa je imel čudne prehranjevalne navade, ki očitno niso bile skrivnost. Kako netaktično! Če bi bila jaz Jezus, bi verjetno večino svojega časa poskušala razložiti in upravičiti dejanja svojega predhodnika. Toda Jezus je za izpolnitev svojih ciljev uporabljal najbolj nenavadne ljudi. Ljudi je zmeraj videl drugače, kakor smo nanje vajeni gledati mi. To postane očitno, ko si ogledamo, kakšne sodelavce je izbral. Pomembne osebnosti skrbno izberejo ljudi, s katerimi bodo sodelovale in s katerimi se bodo družile. Jezus ni izbral s teorijo podkovanih ljudi ali takšnih s karizmo, ki bi imeli moč očarati množice poslušalcev. Namesto tega je šel na ceste in trge ter zbral najbolj zanimivo druščino ljudi, ki je bila sploh kdaj poslana spremeniti svet. Ljudje, ki jih je zbral okoli sebe, so smrdeli po ribah. V svojih vrstah je imel celo sovraženega pobiralca davkov. Verjetno bi jaz že prvi teden druženja s Petrom obupala nad njim. Njegovo življenje je razodevalo, da ni sposoben krotiti svojega jezika. Njegova impulzivnost je onemogočala napredek skupine vsaj za 50%. Vendar mu je Jezus dovolil ostati in ga večkrat celo postavil v ospredje. Kako je to mogoče? Jezus vidi ljudi zelo drugače, kot jih vidimo mi, in iz njih potrpežljivo izvablja najboljše. V bistvu nam lahko analiza ljudi, ki jih je Jezus zbral okoli sebe, da upanje. Če je lahko uporabil njih, potem lahko tudi nas. Jezus ne uporablja meril, ki so priljubljena pri ljudeh. V prvem pismu Korinčanom 1 od 26 do 27 piše: Ni vas veliko modrih po človeških merilih, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Za trenutek razmislimo še o Jezusovi smrti. Je bila vsaj ta kaj posebnega? Verjetno se strinjate z menoj, da je Jezus umrl slavne smrti. Zato si težko predstavljamo, da je takšna smrt pomenila sramoto zanj. Križ krasi vrhove mogočnih cerkva. Lepo zbrušen in polakiran križ krasi naše bogoslužne prostore ali pa je del dragocenega nakita. O njem prepevamo v pesmih, kako bi torej lahko bil norost, kakor piše v prvem pismu Korinčanom 1:18. Križ v sodobni družbi izgublja svoj pomen, verjetno tudi zato, ker ljudje več ne umirajo na njem. Če bi Jezus prišel na svet v tem času, bi ga obravnavali veliko bolj humano, ali ne? Verjetno bi uporabili električni stol ali plinsko celico, mogoče vislica ali smrtonosno injekcijo. Predstavljajte si posledice takšne usmrtitve. Jezusov evangelij bi gotovo oznanjevali z drugimi besedami in tudi besedila krščanskih pesmi bi bila zelo drugačna. Na koncu povzemimo glavne točke te zgodbe o nenavadnem junaku. Naš Bog ni Bog, ki bi oddaleč opazoval, kaj se dogaja z ljudmi, ki so zabredli v težavo imenovano greh. Ta Bog je zavihal rokave,
stopil s prestola in se odločil priti na naš svet. Svojim angelom, ki dan za dnem stojijo pred njegovim prestolom, poslušajo njegov glas, ga slavijo in čakajo na njegove ukaze, je dejal: šel bom na ta svet in se tam rodil kot otrok. Ali smo kdaj razmišljali o tem? Stvarnik vesolja, ki je zmožen trenutku ustvariti najzapletenejše oblike življenja, je postal del svojega stvarstva. Rodil se je kot nebogljen dojenček, popolnoma odvisen od skrbi svojih staršev. Rodil se je 2 mladima človekoma, ki sta bila zaradi tega obtožena nezakonitega odnosa. Ker Jožef ni zapustil noseče Marije, je to drugim dalo povod za obtoževanje, kazanje s prstom in neodobravanje. Jezus je bil torej rojen 2 neuglednima staršema, brez vsaj povprečno dobrega družbenega položaja. Izučil se je za tesarja in v svoje delo vložil ogromno truda in napora. Bog vesolja je sprejel delo navadnega delavca s podpovprečno plačo. Spoprijateljil se je z ribiči, pobiralci davkov in ljudmi, ki niso imeli nujno najvišjega ugleda v družbi. Nato se jim je razdajal, dan za dnem živel z njimi, čeprav je vedel, da ga bodo vsi po vrsti zatajili. Eden izmed njih ga bo izdal celo s poljubom. Jezus je vedel, kakšen konec ga čaka. Križ je bil v vsej človeški zgodovini najbolj boleč in krut pripomoček za umiranje. Koža križanega človeka je v trakcih visela z njega zaradi bičanja pred samim križanjem. Po grozljivem mučenju je bil pribit na neobdelan kos lesa. Križan človek je lahko dihal samo tako, da se je vso močjo uprl na z žeblji pribite noge, se dvignil, zajel zrak in se nato spet spustil. Stvarnik vesolja je to naredil za nas. To je sporočilo krščanstva, toda zakaj ravno takšno? Zaradi tega, da če bi bil ti rojen v nezakoniti zvezi, bi lahko vedel, da te Bog tako zelo ljubi, da se bil pripravljen poistovetiti s teboj in tvoje breme prevzeti nase. Če dan za dnem garaš za preživetje, lahko veš, da te Bog tako ljubi, da je bil pripravljen to izkusiti tudi sam. Če te je kdaj izdal kdo, ki je nekoč zatrjeval, da te bo imel rad ne glede na vse, da je pripravljen celo umreti zate, če bo treba, potem pa te je pustil na cedilu in te izdal, morda celo s poljubom. Bog to ve, saj je na lastni koži izkusil tvoje trpljenje. Kako neverjeten Bog! Kako v nasprotju z našimi pričakovanji in obenem kako blizu našemu srcu, hrepenenjem in željam. Na koncu Jezusovega življenja je Pilat zastavil vprašanje, ki odmeva še danes. Kaj naj storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? To vprašanje zastavljam tudi vam in sebi. Kaj boš naredil z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Ali se ga boš sramoval? Se mu boš posmehoval? Si ga pripravljen v določeni družbi zatajiti? Ali nisi prepričan, kam svoje življenje naj ga umestiš? Se ti zdi cena previsoka? Jezusu se ni zdela. Bil je pripravljen narediti vse, da bi te rešil. In to junaško dejanje od nas zahteva odziv. Moj, izražen v pesmi, se glasi tako. Kako zelo me ljubi Bog, brezmejno in globoko, da dal je sina svojega umreti za siroto. Kako neznosno je trpel, ko oče skrivje svoj obraz, a rane na zveličarju ljubezni večne so dokaz. Poglej moža na križu tam, le njemu se dolgujem, in sram me je, ko slišim se, da se mu posmehujem. Zaradi mene je trpel, umrl, dosegel zmago, in da bi jaz lahko živel, je plačal ceno drago. Z ničimer se ne hvalim več, ne z znanjem, ne z denarjem, a hvalil se bom z Jezusom, z Gospodom in vladarjem. Po njem postal pravičencem, po njem imam življenje, saj sin Boga najvišjega me z milostjo objel je. Molimo. Dragi Jezus, hvala ti za tvojo neskončno ljubezen do nas.
Hvala ti, ker si se bil pripravljen poistovetiti s svojim stvarstvom. Hvala, ker si postal del nas. Prosimo te, da bi nas to tvoje dejanje vsak dan navduševalo in bilo naš navdih za boljše krščansko življenje, za medosebne odnose, ki bodo bolj kvalitetni in ki bodo temeljili na tvoji ljubezni do nas. Prosimo te, da nam vedno kažeš nase in na to, kar si storil za nas. Amen.